Time flies by when you're reading a book. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Petkov Extreme. Petkov Extreme. Ja, jaz se moram priznati, da sem danes zelo na hitro naredil oddajo. Vse v redu. Tako da verjetno malo krajš tudi. Ok. Bom pa govoril o, veš, ki imaš, ne vem, sezname najboljših filmov, najboljših serij, iger, tako naprej, ne. Malo pa pozabljamo, da so tudi knjige obstajajo. Ok. In sem tlele zbral, ne moj seznam, ampak sem šel sem pregledal sezname nekih 10 najboljših romanov, ne knjig, vseh, ampak romanov. Pa tam, ki so se recimo isti pojavljali, sem jih na ta seznam dal. Ok. Romeo in Julija. Ne, tega ni vmes. So pa pač eni, ki jih ni bilo tam, pa sem jih jaz pač na koncu dodal. Harry Potter. Tudi ne. Govorimo o romanih. Ja. Ne vem kaj. Ne, ja, sej tisti je nekaj sorte, vseeno. Te so tam taki klasiki, rečemo, ajde, klasični romani. Ok. Harry Potter bo čez 100 let verjetno. Ok. Ali bo, ne vem. No. Hamlet. Tudi ne. So tudi drugi, ki so. No. Ok. Seveda, spravim, jaz sem ene 3 na koncu sam, kot jih bom kot omenil, zato ker jih ni bilo vmes. No, ampak gremo takole. Albert Camus, tujec. Ok. Se spomniš kakšne te knjige? Se, ampak nimam pojma. Da se vprašam, smo tukaj mogli brati v šoli? Ne vem. Se ne vem. No, ne bom pa, bodimo Slovenci, ne bom kvarnikov dajal. Tako da bom samo knjigo povedal, pa sam tisti, ne vem, en del. Ja. Kdor pa bi hotel malo bolj pogledati, se bo pa mogel sam prebrati. No, Albert Camus, tujec, pač govori o absurdnosti sveta, ki gre skozi, ki ga ta protagonist vidi ta absurdnost in se upre svetu. Kaj in kako naprej pa? Pač, si prebrati? Ja. Dobro, naslednja je, na tem seznamu bi bil Marcel Proust, Iskanje izgubljenega časa. Ok. Skaj, nisem to še nič sploh... Imaš zdaj čas, mogoče bo zdaj domov seznam knjig, ki jih boš prebral. Ok. Taka bolj autobiografska. Ok. Autobiografski roman, ki pa opisuje kaj razočaranje nad svetom, nad ljubeznijo in iskanje smisla. Dosti teh knjig je v iskanju smisla. Tako da bolj vidiš, da 300-200 let nazaj niso bili nič drugačni kot danes. Ja, isti problemi so bili, čeprav... Ja, samo zdaj imamo boljšo tehnologijo, to je pa vse. To je pa to, problemi so pa isti, ja. Dobro, spet, samo to bom povedal. Naprej je Gabriel García Márquez, 100 let samote. To je pa opisuje 7 generacij ene družine v 100 letih, zato je 100 let samote. In v vsaki generaciji je en posameznik, ki se dvigne nad vso družino, ampak pika. Aha, ok. Spet, kvarnik, ki ga ne bom povedal. Ok. Naslednja bi bila James Joyce, Ulysses. Evo, sva nazaj. Se pravi Ulysses. Ulysses. Govori pa v bistvu knjiga, samo en dan opisuje v Dublinu. Skozi 3 osebe. Isti dan, ja? Isti dan skozi 3 osebe. A ni bil to celo en film, ki je bilo nekaj na ta način narejen? Vantage Point, mislim, da je bil en film. Ampak tam malo drugače. Verjetno je pa tukaj bila ideja. Zna biti, ja? Ja. Ok. Naslednja bi bila Harper Lee, Če ubiješ oponašalca. To Kill a Mockingbird je v angleščini. Bolj ameriška v bistvu vprašanje, rasno vprašanje je tukaj, no.
Ja. Neka zgodba tam v 60-ih se dogaja. Kaj je bilo tam to črnci zelo Ja, takrat sicer, takrat je bil kar vrhunc. Ja, Tako ne. No. če hočeš zvedeti, boš pa prebral. da mi sta nekaj povedal, te knjige ti vse prebral? Ne vseh. Aha, Ne vseh. okej. Recimo tega Mockingbirda nisem prebral. Pa tudi kakšnega vmes tudi ne. Aha, okay. Um, Pa bi jih imaš na meni? recimo tam je lih nekaj namika, ampak glede na to, da je taka klasika, jo kar nekako skoraj treba. Aha, Ali mislim, ali pa ne vem, no. ja. Sej, veš kako je, saj sem tak, da če začnem nekaj brati, pa če mi ne sedejo, pa ne bom se silil zdaj brati. Ja, Neke ja. knjige, ker raje želim pol brati nekaj, kar mi je dejansko všeč. Ja, kar je logično. Ja. Ja, Tudi meni, če film, ne vem, ni všeč. ja ga ne boš gledal, a ne, gledal pa do tudi če konca. ne vem koliko, ful dober. Ja. Ok. No, naslednji bi bil, evo, tega nikoli ne znam prebrati priimka, Francis Scott Fitzgerald, Ja? Veliki Gatsby. A, To je bil pa film. Ja, Pač, kaj, Gatsby. Eno stvar želi skozi glamour, bogatstvo, jo hoče doseči, pa nekako verjetno sam veden, da bo nikoli dosegel. Se pravi, to je spet neko iskanje nedosegljivega. Tako da, ja. to je to. Naprej bi bil Lev Nikolajič Tolstoj, Ana Karenina. Ta je, koliko že, 19. stoletje v Rusiji se dogaja. Nekaj o ljubezni, o sreči, nesreči. Je pa verjetno ta roman ima najbolj tak zelo znan začetek. Ki pravi, da je vse srečne družine so si podobne, ampak vsaka nesrečna družina je nesrečna na svoj lasten način. Taka zelo močna misel. Ja, drugače je res, ja. Ja, no, lepo je. Tolstoj to napisal. Ok, pol en, ki si ga zih bral. Miguel de Cervantes, Don Quixote. Aha, ja. Dogodivščine Don Quixota pa Ja. Sanče Pansa. Ja. Spet neko iskanje smisla. Skozi. Slo eno, ki sem prebral. Kva še to sem mogel. Ja. Pa to tudi mislim, da sem mogel. Okay. Dostojevski, Zločin in kazen. Ja, to je to. Spet tle je neko vprašanje o Bogu, o ljubezni, o smislu, o pravi pa nepravi stvari, o svobodi, pač spet taka globoka knjiga. Tako. In pa ena ta zadnja, ki je tudi na tem seznamu, je pa Jane Austen, Prevzetost in pristranskost. Okay. Je pa v 18. 19. stoletje v Angliji, kjer je v bistvu ženska vprašanja, takrat so bile ženske še bolj zapostavljene, še zmer. Niso imele volilne pravice. Ne samo to, tudi s komu se bo poročila, je bilo nekako že kar določen, pa ni bilo neke osebne svobode in s tem se v bistvu Jane Austen že 200 let nazaj o tem piše, se sprašuje. Tako zelo napredna knjiga. No, to so pa te bile knjige, ki so na teh seznamih. Kjero bi mi pa priporočil, da bi ta prvo od teh prebral? Bi rekel, Zločin in kazen je taka. Pa če Fajna. damo Zločin in kazen, pa Don Quixote, ker vem, mislim, v bistvu bi bilo, ne spomnim se glih točno več, ampak ja. Ok, pa mogoče tale Albert Camus tujec. Aha, Ta je taka, ok. ki bi bila mogoče ti zanimiva. Dobro, klej sem pa poje sam še 3 dodal, Ja, ki bi lahko bile, no, ki jih nisem jih nekaj videl. ja, Od Homerja Odiseja, ja, že zato, ker je najstarejših knjig, pa je res taka klasika. ja, to sem tudi zelo bral. Mislim, se spomnim neki, Ja, Ja. no, sej. ja, Um, neki puščica pa čez neke... ja, čez 12 sekirovih lukenj. ušesov. Ja, 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 ja. lukenj. Pomaš Lev Tolstoj, Vojna in mir, Ja, ta je taka, to ki je- nisem bral. ki je ampak ni ja. tukaj, Ja. pa bi lahko bila. Pa James Orwell, 1984. Tudi zanimiva. To knjigo sicer marsikdo, ki se mi zdi, ki jo sploh ni prebral, jo malo izrablja za današnji čas.
Aha, čak, Ni glih. No. za kva se že gre tle? Glej si, veliki brat te gleda. Se res, ja. Tukaj je bilo, ja. Pač na ta Ja. način. Ja, to je pa telih neki romaniki. Vse jih splača prebrati. Ja. Kakšnega. Tako da, to je to. To je to. Cool. To je to. Cool. Hitro. Zanimiv. Tale, ja, drugače tega veliki brata, to sem že tudi jaz rekel, da bi si mogel prebrati, ker mi je tako zanimiva že ideja te knjige, ampak nisem pa Tako, še ta nikoli se osebna spravil. svoboda ni več. Ja, vse. Zato neki pravijo, danes gremo pa v to smer, ne vem, ker te Facebook nadzira. te gleda, Ja. vse to nadzira. Pa nismo še bolj prekrasni novi svet. Ta je tudi ena od takih distopičnih. Pa je bolj se mi zdi današnjemu času podobna, tako kar pravi 84. Ja. Tako da. Cool. Ja. Ja, a imaš še kaj? To je to. To je to. Ja, cool. Pa čim več knjig prebrati, zdaj imate seznam, ko te vse to prebrali, pa se pa lahko naprej pogovarjamo. Tako. Ja, valjda. Ja, jaz pa ta prvi na tem seznamu, ker moram se to lotiti. Pa ni potrebno, veš, ni nič. Ja, cool. Hvala za ogled. Ja, se vidimo zdaj, ko se vidimo. Ne? Ja, upam, da čim prej, ampak Ja. se vidimo, ko se vidimo. Ja. Tako. Adijo. Hvala in lep dan. Petek. Tako.